SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem podcastu SBC kluba slovenskih podjetnikov. Tokrat povezujemo same šampione in to dobesedno. Govor bo namreč o gospodarstvu, Slovenci tu blestimo, samo če seveda želimo takšne videti, in o športu, kjer pa smo prav gotovo svetovna velesila. Pa če zdaj pogledamo nekaj tiste statistike, bi lahko rekli, da imamo največ olimpijskih kolajn glede na prebivalstvo ali pa smo vsaj v tistem vrhu, pa na število prebivalstva največ aktivnih športnikov, pa registriranih športnikov in tako naprej. Se pa morda zatakne pri kakšni drugi stvari, ko gre za pokroviteljstvo, ko gre za športno infrastrukturo izven Ljubljane, da ne bomo krivični, pa še kje bi lahko našli kakšen minus. Ampak ravno zato sem si danes tukaj v studio povabil 3 iz vseh 3 vetrov, ki pokrivajo šport, ki so bili del aktivnega športa ali pa ki danes skrbijo za to, da so športniki preskrbljeni vsaj z financami ali pa še čim. Začnimo z vami, gospod Bobinec, šef Olimpijskega komiteja. In lep pozdrav. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Dobitnik olimpijske kolajne, Andraž Vehovar, lep pozdrav. Zdravo, živijo. Danes pa podjetnik, pa še kaj vmes se je zgodilo, o tem bomo tudi še kakšno rekli. In pa lahko rečem, da lastnik najbolj uspešne športno-marketinške agencije pri nas, gospod Ambrožič, lep pozdrav. Lep pozdrav, hvala za vabilo. Ja, z veseljem. Ko govorimo o športu, je seveda zelo lahko govoriti, a ne, Slovenci smo znani kot couch selektorji, pa še kaj. Zato morda čisto za začetek, konec je olimpijskih iger, iztekajo se paraolimpijske igre, pred nami je praznik slovenskega športa. Slovenija je namreč država, ki si je šport dala tudi med praznike, kar je seveda prav. Gospod Bobinec, smo v dobri športni kondiciji, ko govorimo o dosežkih, pa tudi o tem, kar seveda sledi temu, to pa je infrastruktura in skrb za športnice in športnike. Ja, zdaj, če začnem mogoče pri tem prvem delu vprašanja, lahko rečem, da sigurno Slovenija po mnogih kriterijih je športna velesila. Nenazadnje tudi olimpijske igre so dokazale, da smo recimo, in začel bom številom športnic in športnikov, ki so pravzaprav lahko nastopili na olimpijskih igrah in treba si bilo priboriti to mesto. 90 nas je bilo daleč rekordna udeležba in glede na število prebivalcev je to absolutno številka 1 na svetu. Tudi po številu zlatih medalj smo takoj za Novo Zelandijo številka 2 na svetu, na teh zadnjih olimpijskih igrah. Imeli smo pa seveda tudi priliko gledati nekaj čudovitih rezultatov, pa tudi če niso bile medalje. In resnično smo lahko ponosni na vse. Tako da olimpijske igre mislim, da je Slovenija letos še posebej zato, ker so bile po 12 letih ponovno na evropskih tleh v Parizu, briljantno izkoristila, tako v športnem delu, pa tudi poslovno-promocijskem, kajti ta slovenska hiša je bila izjemen projekt. Ne bom rekel, da v preteklosti se to ni dogajalo, ampak daleč največji do sedaj. In čudovito smo promovirali Slovenijo, njen turizem, gospodarstvo, kulturo, znanost, kulinariko in slavili šport in športne uspehe skupaj z navijači, družinskimi člani. Andraž Vehovar, vi ste bili tudi del tokratnih olimpijskih iger z vašo udeležbo v slovenski hiši in pa doprinosom. Zato morda zdaj najprej pod vprašanje na to slovensko hišo, ker vendarle bomo povezovali gospodarstvo, promocijo in šport. Kaj je tisto, kar je morda letos bilo v slovenski hiši drugače, ali pa da drugače vprašam, kaj smo naredili pa v slovenski hiši za Slovenijo, za slovensko predstavitev gospodarstva, kulinarike, turizma? Jaz sem slovenske hiše spremljal od leta 96 naprej, to se pravi od olimpijskih iger v Atlanti in se moram strinjati s Franjetom. Slovenska hiša, tako kot je bila postavljena letos, mesto, na katerem je bila postavljena soseščina in pomembnost drugih olimpijskih hiš, to se pravi drugih nacij okrog, nas je resnično pozicionirala med velike nacije sveta. Lepo je bilo videti ne samo to, da je bilo vse lepo skreirano, lepo opremljeno. Najlepše mi je bilo videti, da so se ljudje v tem olimpijskem parku resnično zadrževali v slovenski hiši. Bila je polna, enostavno je bilo tam toliko ljudi, da si se včasih kar malo izgubil. Kar se pa tiče ostalega, je pa treba vedeti, da je bilo v primerjavi z drugimi v tej hiši
naši, ne samo neko spremljanje tekočih olimpijskih dogodkov, ampak je bilo tam nekaj takih resnih eventov in gostili smo nekaj zelo, zelo resnih svetovnih legend in športnikov, ki so vsem udeležencem tam, pa vsem, ki so temu prispevali, dali neko vrednost. In zdaj pogleda še od zunaj. Je Slovenija dobro izkoristila to, kar so naredili športniki, res rekordno število na olimpijskih igrah, pa potem seveda še vsi ti dosežki iz tega marketinškega vidika. Je bilo vse tako, kot mora biti? Absolutno se strinjam z vsem, kar sta predhodnika povedala. Gre za mozaik in letošnje olimpijske igre so bile ena točka v tem mozaiku uspešne zgodbe, ki jo slovenski šport predstavlja navzven. Težko zdaj samo en dogodek posebej vrednotati, ampak mislim, da je predvsem, se mi zdi to, kar je tudi Andraž rekel, ta statement, ki ga je Slovenija, Olimpijski komite dal v svetu, kje se želimo pozicionirati, kje želimo biti v tem parku La Villette. Mislim, da je bilo skupaj samo 13 držav in to, da smo bili mi sosedje ob Franciji, ob državah, kot so Brazilija, Mehika, Japonska, veliko Kolumbija, velike države, se mi zdi, da tukaj upam, da je, mislim, tudi na pobudo Olimpijskega komiteja država končno doumela, da mora tudi skozi ta vidik spremljati to, kar so slovenski športniki naredili. Da so v preteklosti, se mi zdi, da je bilo to mogoče preveč prepuščeno zgolj, kako se bo Olimpijski komite sam znajdel. Mislim, da je letos tukaj država dala res ustrezno podporo, da je prepoznala pomen, morda tudi zato, ker je pač to bilo v Parizu. Upam, da to zdaj ne bo razlog, da v Los Angelesu temu ne bo tako. Mislim, da moramo s tem nadaljevati, da je to edina prava pot in slediti temu. In potem vsakim in naslednjim takim velikim dogodkom mislim, da bo ta mozaik v bistvu močnejši, da bo doseg še večji in sploh pa ne dvomim, da športniki ne bojo nadaljevali in v bistvu skrbeli za to prepoznavnost Slovenije, ki je že kar postala, moram reči, da to, kar sem sam v Parizu, kar me prvič se mi je zgodilo, da so me na cesti, potem ko smo bili oblečeni te slovenske majice, ustavili tujci in mi čestitali. Si Slovenija. Ne? To je res en tak občutek, ki ga težko opišeš kot navijač, ko se sprehajaš po Parizu in te prepoznajo, vidijo, Slovenija, nekaj pomenimo v svetu, res. Če lahko mogoče jaz sam še eno zadevo dodam, ki se mi zdi pomembna. Jaz mislim, da smo na nek način presegli kot Slovenci neko tisto lažno in po mojem mnenju tudi nepotrebno skromnost, zato ker, se skromnost je lepa vrlina, ampak mi kot Slovenci na tem področju se res lahko z nečim pohvalimo. Ni nam treba biti nič naroden, mi se resnično uvrščamo v svetu športa med velike nacije. Ne samo po rezultatih, v zadnjih letih tudi po zvezdah, ki imajo neko globalno veljavo. Tako da, po mojem mnenju, neka skromnost tukaj ni več potrebna. Jaz bi samo dodal, zdaj končno je šport tudi pod Ministrstvom za gospodarstvo, kjer je tudi turizem in morda to tudi pomaga. Ves čas smo šport imeli pod Ministrstvom za šolstvo, za izobraževanje in tako naprej, pa smo se večino časa ukvarjali, ali bomo imeli uro več telovadbe ali ne, kar je seveda pomembna tema, ampak zdaj smo, kot ste rekli, prepoznali, da je šport vendarle gospodarska panoga, ko govorimo o prepoznavnosti. Zaključuje se ravno zdaj tudi javna debata o tej novi strategiji športni, kjer je seveda OKS zelo vpet. Kaj bo prineslo novo obdobje države, ko govorimo o tem dolgem, ne zgolj za olimpijske igre? Kaj se bo spremenilo? Slišali smo 150 milijonov evrov za nove investicije, 52 milijonov evrov približno gre za šport iz strani države. Ali bo kaj novega na tem področju še? Kaj ste si izborili kot šef Olimpijskega komiteja? Absolutno pravo vprašanje, ampak mogoče kot most do tega odgovora na vaše vprašanje bi povedal, da je pravzaprav olimpijska zgodba v Parizu v Sloveniji bila ena res lepa priložnost za nas vse, da na nek način še bolj jasno in odločno nagovorimo nenazadnje tudi nosilce javnih funkcij, politiko, da se splača vlagati v šport. Tu moram seveda povedati, da smo seveda hvaležni in podpora Vlade Republike Slovenije za ta projekt in za šport v tem trenutku je velika, praktično podvojena sredstva v zadnjih 2 letih. Ampak
daleč od tega, da bi bili zadovoljni oziroma da ni možen logičen in potreben napredek. Zato je ob tej strategiji, ob tem razmisleku, kaj in kako naprej za naslednjih 10 let, seveda izjemna priložnost, da naredimo zgodbo, ki bo vzdržna, ki bo trajna, ne samo morda, kot je včasih primer, zaradi tega, ker so prostovoljci, starši, družine, pa neki izjemni posamezniki naredili neke izjemne rezultate. Se mi zdi, da to, kar imamo v Sloveniji, torej da imamo radi šport, da imamo neko infrastrukturo, ki pa je potrebna nekih vlaganj in posodobitev, da imamo vrhunski strokovni kader in da smo pravzaprav vsi povezani s tem, da se od malega ljudje ukvarjajo otroci s športom. Se mi zdi, da moramo zdaj najti neke trajne vire, da ne bo vse temeljilo na dobri volji in pomoči staršev, tudi poslovnih partnerjev. Sreča, da jih imamo in velik del financiranja športa izhaja tudi iz sponzorstva poslovnih partnerjev. Bistveno več kot v nekaterih sosednjih državah. Ampak javna sredstva bo treba na nek način bolj stabilizirati, bolj usmeriti na eni strani za vrhunski šport, hkrati pa tudi za šport za vse, kajti ni vrhunskih rezultatov brez dela na lokalni ravni, brez dela društev, klubov, združenj in tako naprej. In seveda tudi davčna zakonodaja, pa pokojninska reforma ali pa kakšni posamezni elementi znotraj tega. Skratka, vse to so elementi, ki bi lahko pomagali športu, torej na eni strani za tiste podjetja, ki vlagajo v šport, da bi bila še bolj davčno razbremenjena, za delavce, ki delajo v športu, za športnike, tudi po zaključku kariere in ne nazadnje za ustrezno infrastrukturo, kajti brez te ne bo. In vse te teme naslavlja jasno tudi ta dolgoročna strategija, ki se upada tudi z 10-letno strategijo Olimpijskega komiteja Slovenije, ki je hkrati tudi Združenje športnih zvez. To mi zaključujemo do konca leta in predvsem pa jaz vedno pravim, ni dobre ali slabe strategije, je samo dobra ali slaba realizacija. Morda tudi prejšnji dokument ni bil slab, ampak bila je težava v tem, da v mnogih elementih ni bil dosežen. Zdi se mi pomembno, da naredimo nek načrt, neko vizijo, poslanstvo, vse te vrednote, ki jih šport seveda zagovarja, ampak v bistvu vse te aktivnosti potem tudi ustrezno nadzorujemo, spremljamo in pravzaprav zabijemo gol takrat, ko je potrebno. Tega je mogoče v preteklosti primanjkovalo. Gospod Ambrožič, omenil je že gospod Babinec, da je tudi gospodarstvo prepoznalo, da je to pač pomembna stvar in tako naprej, da je veliko tega sponzorskega denarja, ampak včasih se nam pa zazdi, ne vem, če pogledamo rokometno ligo zdaj ali pa tudi odbojkarsko, pa hokejsko, a ne domače prvenstvo, da ko pa je treba ta vložek podeseteriti, ne, tukaj ne gre zdaj za individualne športe ali pa ekipne, je pa posluh kakšnih podjetij v Sloveniji slab, bom kar tako rekel. No? Ali pa je tega denarja premalo, da bi pa lahko konkurirali sosedi, kaj šele potem na evropski ravni. Strinjal bi se s tem, kar je Franjo rekel, da pri nas iz gospodarstva gre v šport v bistvu relativno veliko denarja, čeprav premalo, glede na to, kako uspešni smo. Mislim, da smo Slovenci zelo dojemljivi za drugače tudi ne bi bili tam, kjer smo. Ne. Ampak problem se mi zdi vendarle, da je na strani še vedno teh javnih sredstev. Ne. Da to razmerje, če mi tudi pogledamo število sponzorskih napisov, s katerimi so naši športniki opremljeni reprezentance, pa pogledamo še druge reprezentance, vidimo res veliko razliko. Ne. Samo pri nas je 2-milijonski trg največja omejitev, ki jo imamo. Šport, samo primerjamo se z Avstrijo, ki je 4-krat, 5-krat večji trg, finančno močnejši trg. Oni se z nami ne morejo primerjati v ekipnih športih, lahko samo sanjajo. Mi smo v zadnjih 2 olimpijskih igrah, košarka se je borila za medaljo, rokomet se je boril za medaljo, odbojka se je borila za medaljo na najvišji ravni. To so res, da ne govorimo o vseh ostalih športih. Ampak ta omejitev, tukaj pač moramo iskati neke, morda tudi te davčne olajšave. Tukaj mislim, da je bilo v preteklosti premalo narejenega. Tukaj bi lahko še več, tudi velika podjetja, konec koncev, zdaj smo soočeni s tem, da bo, ne vem, Pivovarna Laško napoveduje, da bo še zmanjšala investicijo v šport, zato ker se je dvignil davek na pivo, enostavno na alkoholne pijače. In tukaj imamo eno samo pivovarno v Sloveniji, pravzaprav, ki v bistvu financira in je napovedala, bomo še zmanjšali, ker država nam vzame tukaj več, nima posluha za naše vložke v to. Tukaj je nek sistemski problem, ki ga zgolj za tem, da bodo podjetja financirala šport,
tu pri nas imamo ta čudo neke družbene odgovornosti zelo močno razvit. Tega v tujini, v Avstriji, v Nemčiji, v Italiji ni. Ne. In tudi to je eden od razlogov, zakaj je naš šport tam, kjer je. Ampak za vnaprej pa so tudi problemi, kot se je že pokazalo, mi imamo tudi samo eno športno loterijo oziroma nekoga, ki ima koncesijo. 80% slovenskega denarja, ki ga zaradi športa ljudje stavijo, gre v tujino, mimo. Šport slovenski nima tega nič. Pa da ne bo nesporazuma, slovenska športna loterija zelo dobro dela. Skrbi, tudi financira šport. Ampak tukaj ne znamo prepoznati nekih potencialov, kajti šport mi ne moramo prodati na tekmah v Sloveniji in v krajih, kjer je 20-30 tisoč prebivalcev, po 4-5 tisoč vstopnic. To ni realno za pričakovati. Ampak šport se tudi od tega mora financirati. In moramo iskati te vere, zato da bo na koncu, da bojo tudi klubi v ligah, rokometnih, odbojkarskih, košarkarskih, lahko skrbeli, da bomo imeli naslednike Dončićev in ostalih vrhunskih športnikov. Tukaj je še ogromno prostora in nekih rezerv. Omenili smo Avstrijo, jaz bi pa Madžarsko mogoče dal za primerjavo, pa kot vprašanje vam, ker je to ravno za vas pravo vprašanje, ker iz individualnega športa prihajate. Na Madžarskem so se odločili, mi imamo nacionalne športe, tistih 5 mi podpiramo, država tam da denar, rokomet, nogomet, hokej in potem nič, ne, praktično. V Sloveniji pa vidimo, da olimpijske kolajne nosijo praktično iz vseh športov, potem se pa še ekipni športi borijo, a ne, tudi Madžari nas samo gledajo in se čudijo. Ampak ali je to morda tudi za razmisliti, ne, da rečemo, kateri pa so naši nacionalni športi, glede na to, da je to 2-milijonski trg in da, kot rečeno, bo morda denarja iz strani gospodarstva pa vendarle vedno manj, dobivamo multinacionalke, ki pa nimajo več tega čuta do okolja, kakor smo to prej bili vajeni. Ne. Jaz mislim, da je to napačna strategija. No, s tem Madžarom se ne izplača, ne? Ja, ampak kakorkoli, enostavno marginaliziraš celotne dele športa. Že tako ali tako je šport zaradi trga samega med seboj razdeljen. V Sloveniji, mogoče ti še mečkam več povedal, ampak daleč največ denarja po mojem gre v nogomet. In zaradi neke ni problem samo v denarju, ampak problem je tudi, zakaj se otroci odločajo, v katere športe grejo. V tem trenutku, po mojem, se nogometni klubi v Sloveniji dobesedno utepajo otrok, ki bi radi trenirali nogomet v nekem blejskem veslaškem centru, ki je bil včasih dobesedna zibelka slovenskih medalj, pa teh otrok ni več, ne. Tako da, če se bi po mojem mnenju na nacionalnem nivoju odločili samo za določene veje športa gojiti, smo po mojem mnenju sami se porezali noge. Jaz se več kot strinjam s tem, kar je rekel Andraž. To je absolutno prava strategija in mislim, da je moč slovenskega športa in razlog, zakaj je ta slovenski športni model tako uspešen, ko me včasih sprašuje stojine. Vedno povem, imamo seveda šport v srcih, od družine dalje, od otrok. Imamo veliko znanja, infrastrukturo, trenerje in tako dalje, ampak na drugi strani ta širok pristop do športa, kjer se mladostniki, otroci lahko ukvarjajo z vsem, mislim, da je velika stvar. In tudi organizacija Olimpijskega komiteja, ki je hkrati Združenje športnih zvez, je taka, da sem jaz enako predsednik nogometa, košarke, atletike, gimnastike, da ostalih ne naštevam, kot tudi lokostrelstva, pa sabljaštva in tako naprej. Mimogrede, tudi to so olimpijski športi, pa hkrati bistveno manj popularni v smislu sponzorstev, komercialnega dosega in tako naprej. Ampak tu moramo biti pravični, pošteni in omogočati vsem, da se ukvarjajo v športu. Mislim, da je to eno veliko bogatstvo. In ravno tu vidim tisto našo nalogo in poslanstvo, da mi v krovni organizaciji poskušamo na nek način razvijati na eni strani seveda te olimpijske športe, ki so hkrati nekateri izredno komercialni, ki lažje pridobijo neke poslovne partnerje, sponzorje, na drugi strani pa najti tudi rešitve za delo klubov, društev in to tudi v takih športih, ki mogoče v tem trenutku zgubljajo nek interes. Celo bi rekel, da je mogoče ena izmed možnosti za še večje dolgotrajne uspehe slovenskega športa tudi v tem, da na nek način najdemo nek model, da bi recimo tudi v teh tako imenovanih zelo popularnih komercialnih športih
se otroci ne ukvarjajo samo s temi, ampak da bi nekako krožili tam do 12., 13., 14. leta in se ukvarjali z različnimi športi. To zelo, zelo dobro delajo Skandinavci, ki so mimogrede recimo Norvežani, Američani tudi zelo, zelo uspešni in zame je to ena izmed dobrih rešitev in se mi zdi, da tudi ta tekmovalnost na najnižji ravni je, ne, in tudi vidimo, kak je včasih odnos do staršev, ki pričakujejo nove Mesije, Ronalde in tako dalje od svojih otrok. V bistvu to tekmovalnost mogoče moramo v najnižjih starostnih kategorijah na nek način zmanjšati in hkrati v bistvu dati športu več igrivosti, predvsem pa vsem slovenskim otrokom omogočiti, da se ukvarjajo z različnimi športi. Če lahko samo eno stvar mogoče da dopolnim ali pa mogoče malo poenostavim. Po mojem se gre predvsem za to, da v tem zgodnem ukvarjanju športom otrok omogočimo čim večjo možnost razvoja motoričnih sposobnosti. To se pravi, da se otroci v zgodnem obdobju ukvarjajo z športi, ki so čim manj specializirani. In da pride do te športne specializacije in profesionalizacije čim kasneje v njihovem razvoju. Tako da, recimo, jaz sem v Ameriko še vmes vskočil. Američani so potem zelo znani, ne? V osnovnih šolah, srednjih šolah je čim več atletike, plavanja, juda, borilnih veščin, takih stvari, zato da otroci zgradijo osnovne motorične sposobnosti čim boljše. Recimo Michaela Schifrin je bila ena izmed takih. Ne? Do 17. 18. leta jo tudi ali pa 16. tudi v mladinskih selekcijah skoraj noben ni poznal, ne? Potem pa pride kar naenkrat od nikoder. Ampak samo zato, ker to so otroci, ki se lotijo katerega koli športa in bojo noter prišli mogoče v 1 ali 2 sezonah. Ali pa Jaka Biol, ki je bil do 17. 18. leta vrhunski smučar, dosegal fantastične rezultate in se je potem v nekem trenutku usmeril seveda v nogomet, ampak se mi zdi, da tudi to znanje in te smučarske trdne noge mu omogočajo, da zaustavlja najboljše napadalce sveta. Bi se samo vrnil to izhodišče, ki ste ga omenili z Madžarsko. Jaz se absolutno strinjam, da to ni pristop, ta političen pristop, kjer je šport, kjer je ne. Mi smo preveč talentirani praktično v vseh športih, kjer imamo le pogoje. Spomnim se pred leti, nikoli ne bi rekli, da je Slovenec lahko sposoben biti svetovni prvak v personalnem boksu. Pa smo imeli Dejana Zavca. To je tipičen primer v športu, ki pravzaprav ni bil razvit v Sloveniji, ni obstajal skoraj da. Ampak Madžarska je vseeno en zanimiv primer, ki si ga lahko tudi vzamemo kot nek vzgled. 19 medalj so osvojili v Parizu, 6 zlatih. Oni so bili na lestvici, mislim, da okrog 10 po overall. So večji od nas, ampak niso pa, to je 10 milijonov prebivalcev približno. Ta odnos države do športa na Madžarskem vendarle kaže rezultate. Bistveno bolj iz javnih sredstev šport financirajo. Sploh, ko gre za infrastrukturo. Ne? Na vseh, pa tudi konec koncev, če 19 medalj je za mene, jaz ko sem gledal primeru, kdo vse od velikih držav je bil za njimi. To je fascinanten podatek. Pa še eno državo bi omenil, ki si jo lahko pogledamo kot zgled, ne da bi se primerjali, ampak se pravi, ker v športu je vedno tako, tudi ko si dober, ko si pričan, si dober, si lahko še boljši. Ne? Nova Zelandija. Ne? Nova Zelandija je imela 20 medalj s 5 milijoni. Ne, kako tudi oni, bom rekel, kjer stvari so tiste, ki jih morda tudi na račun večjega vlaganja. Kajti se mi zdi to, kot rečeno, javna sredstva so se praktično podvojila. Ampak to v bistvu lahko občutek, rečeš, veliko. Ne. Ampak na koncu še vedno vidimo, da ogromno zvez ne more s tem denarjem pokriti vseh stroškov, ki jih ima za tekmovalnimi, z nastopi reprezentanc. So odvisni od tega, da jim sponzorji rešujejo situacijo, da lahko kupijo letalske karte, rezervirajo hotele in podobno. Ravno tu bi dodal, spomnim se olimpijskih iger, ker je slovenska hokejska reprezentanca navduševala. To je bilo nekaj neverjetnega, da so naši fanti takrat še z Anžetom Kopitarjem, ki je tudi as, o katerem bomo govorili, kar je nepredstavljivo, da prihaja iz Slovenije, pa je v bistvu v NHL-u taka zvezda že več kot desetletje. In po koncu tega je njegov oče, selektor, dejal, no zdaj pa naredimo nekaj doma, da bomo imeli vsaj dvorano, kjer bomo lahko trenirali. In potem so šli še enkrat na olimpijske igre, ampak te dvorane pa še vedno, recimo, ni. Vidimo Jesenice praktično res životarijo. Olimpija ima zdaj srečo z vlagateljem iz Kanade. Potem je tukaj celjski klub, ki
prav tako komaj zagotavlja denar. Se pravi, dobra, uspešna zgodba je včasih pa tudi takšna, da zakrije, pa se potem nič ne zgodi. Rekli ste, jaz skrbim tudi za vse ostale panožne zveze. Kako pa gre v tem primeru? Ne vem, s kom pa tukaj govorite o tem, da je pa vendarle treba neko panogo, zdaj smo pri hokeju, lahko bi bili pa pri katerem koli seveda športu, da vendarle nekaj naredijo, ne? Da bi rekli, da se je od olimpijskih iger kaj spremenilo, se, bodimo iskreni, res ni samo še na slabše šlo. V bistvu je treba iskati rešitve, seveda na eni strani seveda teh panožnih športnih zvez, na drugi strani države z vidika javnih sredstev. Mislim, da morajo biti klubi, društva, tudi panoge relativno profesionalno organizirane, tudi z vidika pridobivanja sponzorjev, ki kakorkoli vedno bolj lahko prepoznavajo v športu platforme za razvoj njihovih blagovnih znamk, izdelkov, prodaje in tako naprej. Tudi tu je včasih pomanjkanje znanja in zato se mi zdi, da jim moramo pomagati. Na drugi strani pa vklopiti čim bolj tudi lokalne skupnosti. Se mi zdi, da v tej navezi država, lokalne skupnosti še ne poteka tako, kot bi moralo, tudi z vidika klubov in društev na lokalni ravni, in se mi zdi, da ta zgodba investicij v naslednjih letih bi lahko zadevo bistveno pomagala urediti. Ampak gre za proces, gre za mukotrpno delo in točno to vprašanje, ki je absolutno na mestu, mora nasloviti tudi nova strategija, da bomo našli rešitve, kako omogočiti klubom, društvom in posameznim panogam, da se bodo lahko razvijale naprej. Da si športnik, to, kar stane, omenili smo lahko, da bi tudi malce krožili. Spomnim se, da je enkrat prav trener Tadeja Pogačarja, Andrej Hauptmann, dejal, da je imel takšno idejo, da bi to v domžalskem bazenu delali, da bi se športniki malce menjavali, ti otroci v klubih, pa seveda ni bilo velikega zadovoljstva, sploh ne pri nogometnih klubih, kaj boš zdaj ti kradel naše fante, ampak naprimer, če hočeš smučati, potrebuješ 20-30 tisočakov. Če govorimo o tenisu, je tukaj še treba dodati morda 20 tisoč evrov več. Tudi če si hokejist, če sem že ravno pri tem hokeju, palica stane 100 evrov, drsalke 400 evrov. Kako pa je to urejeno, naprimer, ne vem, bil si v Ameriki, si rekel, ali pa se to tudi poznaš, za tiste, ki pa si tega ne morejo privoščiti. Zdaj vidimo primer Pogačarja, ki pomaga, da lahko vsi kolesarijo, Dragič bo zbiral denar za tiste športnike. Tukaj imamo veliko prostovoljnih stvari, ampak vendarle se pa včasih zdi, da v kakšnem klubu se pa kakšen pač ne more privoščiti, da bi hodil. Ni urejeno. Ni urejeno. V bistvu je urejeno veliko slabše kot pri nas. Sploh če gledamo neke države, ki so res strogo tržno usmerjene. V neki Ameriki, če pač nimaš. Če nimaš staršev, ki bi te lahko sponzorirali ali potegnili ven iz tistega povprečja, boš pač ostal tam. Razen, če seveda ne odstopaš do te mere, da dobiš štipendijo. Lahko dobiš štipendijo. V Ameriki recimo so predvsem na šolah, univerzah, srednjih šolah se preko tega sistema zelo hitro detektira tiste, ki resno odstopajo. Ostali pa pač izzvenijo. V Sloveniji pa lahko rečemo, da je do določene mere kar poskrbljeno tudi za. Jaz mislim, da je kar poskrbljeno, je bilo pa v preteklosti veliko bolje poskrbljeno. Kaj pa torej lahko popravimo? Je pa to, kar je po mojem Franjo razlagal ravno prej, definitivno v povečanju državnega denarja v športu, drugače bo zelo težko. Mogoče še en element bi dodal, ker ga nismo omenjali. Jaz imam eno tako, bi rekel, ambicijo in tudi moja ekipa na Olimpijskem komiteju, da bi tudi predvsem, če sem prej govoril o tistih nekomercialnih ali pa manj zanimivih športih za sponzorje v tem trenutku, da bi te športe poskušali še bolj delati prepoznavne, tudi preko neke medijske platforme, pa če hočete olimpijski kanal, olimpijska televizija, kakorkoli jo imenujemo. Kajti dogaja se, da včasih v športu, kot je kegljanje, bowling, kakorkoli, dosegamo izjemne rezultate, pa nihče od medijev o tem ne poročate. In tu jim poskušamo pomagati. Sej občasno, ko nas naslovijo, dvignemo telefon in potem to STA objavi,
pa potem tudi recimo ostali mediji in tako naprej, ampak radi bi v bistvu vzpostavili neko kontinuirano spremljanje vsega tega dogajanja preko te medijske platforme in bi se mi zdi na ta način lažje skozi prepoznavnost tega športa ali pa tega tekmovanja pridobili tudi neke manjše lokalne sponzorje, kajti tu se pogovarjamo o društvih, klubih ali pa v zvezah, kjer nekaj tisoč evrov pomeni ogromno denarja, včasih tudi za preživetje kluba ali pa cele panoge. Najlažje bo, če kar vprašam športno agencijo, ne? Je to dober način, naprimer, da se pomaga takšnim športom, ki morda niso uspešni? Mislim, zagotovo je to nek pristop v pravi smeri. Jaz mislim, da to, kar Franjo omenja, so nekaj podobnega precej uspešno naredili na Češkem. So bili pa tudi poskusi, ki se niso pokazali kot uspešni. Recimo, vsaj se mi zdi, da na Hrvaškem ni ravno uspelo s to športno televizijo, pa je bil namen zelo podoben. Mislim, da je vsakega trga zelo odvisno. Vsak trg je specifičen, zelo težko je, ampak mislim, da če ne drugega, gre to v smeri nekega dodatnega izobraževanja, da v bistvu se tem organizacijam pomaga tudi za znanjem konec koncev. Je pa res, da nihče ne bo, glavni problem, ki ga jaz vidim, je, da nas je 2 milijona, da nas ni 4 milijone. Če bi nas bilo 4 milijone, bi bistveno lažje bilo. In na koncu vsi športniki uspešni nagovarjajo zelo podobna podjetja. Teh jih je mogoče 100, 150, ki to tudi vidijo, prepoznajo. In tu imamo glavni problem, da zmanjka. Se pa strinjam, da je nekaj potrebno narediti, so športi, ki se lahko tudi s tako pomočjo vendarle pozicionirajo. Rabijo pa morda prave obraze športniki, ki se rodijo. To, kar sem prej omenil, boks je bil šport, ki je bil neprepoznaven, nezanimiv. In Dejan zaradi svoje osebnosti, zaradi svoje karizme, ki jo je prenesel v šport, in to se lahko zgodi tudi v sabljanju, lahko se zgodi v keglanju, v nekih drugih športih. In je absolutno to način, da se v bistvu to spodbuja, da se jih usmerja. Bo pa težko to Olimpijski komitej sam rešil. To je v bistvu nekaj, kar je absolutno večplastno in bolj se mi zdi, da je res potrebno tudi na strani države razmišljati, dobro, ta denar, ki ga država da, prinaša na nek način dividende nazaj, skozi takšne in drugačne oblike. Če ga bomo dali več, bo tega še več. Se pravi, vlagaš tam, kjer se pokaže, da v bistvu se vrača nazaj. Tukaj se mi zdi, da se pri nas na šport gleda kot strošek, ne kot na investicijo. No pa dajmo zdaj ravno v tem, se je odličen uvod ravno to. Imamo Luko Dončića, ki je globalna zvezda. Mislim, da bi se vsaka evropska država tepla, zato Američani pa vihajo nos, ker ni njihov. Potem imamo Tadeja Pogačarja, ki je nova globalna zvezda, pa Janjo Garnbret. Kakšen je to, tako kot si sam omenil, doprinos, torej kakšen je to ta plus, ki ga morda niti ne razumemo za Slovenijo? Morda bom izpostavil en vidik, ki ne gre toliko v ta promocijski, ampak bolj tudi za državo. Jaz že nekaj časa trdim, da v tem trenutku slovenski športniki, ki denar služijo v tujini, ne v Sloveniji, kajti zaradi tega majhnega trga, na letni ravni zaslužijo danes 100 milijonov evrov plus, skozi pogodbe, skozi sponzorske dogovore, ki jih imajo. In ta denar v veliki meri konča, ne v celoti, ne takoj, v Sloveniji, ker so vendarle naši državljani, tukaj ga zapravijo, tukaj investirajo. In tudi če je samo en del, čeprav plačujejo davke v tujini večinoma. In od tega denarja se tudi velik del steka v slovenske davčne blagajne. V tem trenutku se mi zdi, da država sploh ne ve, koliko denarja šport sam vrača nazaj, skozi prihodke v tujini. In to je v bistvu, in ravno zato nekdo, ki bi na to lahko gledal, bi rekel, dajmo podvojiti z 50 milijonov, na 100 milijonov, kajti to bo na dolgi rok prineslo še več tega denarja. Luka Dončić bo v naslednjih 3-4 letih verjetno ne samo skozi pogodbo v NBA-ju, ampak tudi svoje osebne sponzorske dogovore sam zaslužil 100 milijonov plus. Pa imamo tukaj Kopitarja, pa imamo tukaj Dragića, pa imamo tukaj Pogačarja, Rogliča in podobno. Mislim, da je velika napaka tudi to, kar je bilo prej govora glede teh mladih športnikov, da v bistvu ti športniki, recimo Pogačar, Roglič, Mohorič, so vsi prijavljeni v tujini, v Monaku. Zato da in tam država, v bistvu slovenski šport na nek način tistih 10% davčne osnove, ki jih tam plačujejo, v bistvu financiramo ta šport. Je to tudi bila debata, da bi, o tem smo večkrat že poslušali, da bi morda našli neko nišo, ki bi te športnike iz Monaka vendarle pripeljali? Samo en dodatek, da bi dal. Matej Mohorič mi je pred časom rekel, v ekipi Bahrein Victoriosa je, mislim, da je takrat bil Landa, ni več. Landa mu je razlagal, imel je pogodbo, na pamet govorim, 2 milijona,
On se je za špansko državo dogovoril, da ni prijavljen v Monaku. Oni so mu dovolili, če bo 20% svoje pogodbe namenil za svojo fundacijo, za svoj klub, s katerim spodbuja, plačuje mlade kolesarje, potem bo drugače obdavčen. In so spremljali, da je ta denar iz njegove pogodbe šel nazaj v kolesarstvo, v mlade. In Matej mi je recimo takrat sam omenil, z velikim veseljem bi on plačal več davka tukaj, če bi lahko mu rekli, lete, dej 100,000 evrov vsako leto nameni za določen klub v Kranju in bo z njim, on bo financiral. In pa Pogačar je to že naredil, brez da bi mu kdo karkoli rekel. Takoj. Ampak je to debata naprimer z ministrom Hanom? Ali sta o tej temi, točno o obdavčitvi slovenskih vrhunskih športnikov, kdaj govorili? Takole bom povedal. Že tale obisk v Parizu, kjer smo gostili predsednika vlade, ministra Hana, tudi minister za finance, je bil tam pa še mnogi drugi ministri in cel politični in poslovni vrh. Ena velika pripravljenost je zdaj v tem trenutku resnično, da še v letošnjem letu preverimo vse zadeve in vidimo, kaj je moč narediti takoj, kaj pa mogoče postopno. Tako da mi bomo zdaj v tem super športnem letu, ki so ga na nek način zaključile kot mašnica te olimpijske igre, ampak vemo, da se je marsikaj dogajalo in se še dogaja, resnično poskušali za slovenski šport, pa čeprav, kot rečeno, smo že v teh zadnjih nekaj letih dosegli veliko, ampak absolutno še premalo, bomo šli v to smer. Na področju davkov, na področju zakonodaje, v smislu tudi pokojnin, kaj športniki lahko pomenijo in kako jim lahko pomagamo po zaključku kariere. Nenazadnje pa še en element želim povedati, tu ne gre zdaj samo za vrhunski šport in ali bodo ti imeli svoje premoženje naloženo v Monaku ali pa v Sloveniji. Zdi se mi še bolj potrebno razumeti, da je šport resnično investicija v zdravo populacijo. Zdravi ljudje so pa seveda na eni strani bolj srečni, pa tudi bolj uspešni. In tudi z tega razloga je šport na nek način, pa čeprav je v tem trenutku na Ministrstvo za gospodarstvo in turizem in šport, povezan z zdravjem, povezan z delom, povezan s financami, povezan z prepoznavnostjo in tako naprej, z socialo, z učinkovitostjo, z gospodarstvom. In če se mi je zdelo zanimivo, da smo lahko za slovensko hišo nagovorili vlado kot v celoti in to zelo uspešno, da je podprla ta projekt, ki presega meje samo športa, se mi zdi, da bomo zdaj lahko uspešno nadaljevali to debato, ki daje možnost športu, da bo še bolj cenjen preprosto zato, ker bomo nadaljevali to zgodbo na ta način, da bomo poskušali za šport pridobiti več javnih sredstev, zato ker ima izjemne multiplikativne učinke, ne samo na turizem in gospodarstvo, ampak kot rečeno tudi na zdravje ljudi. Zdaj smo nekajkrat omenili športnike, potem, ko končajo svojo športno pot, ko si aktivni športnik, seveda imaš možnost, da se zaposliš v carini, na policiji, v vojski, kar je seveda dobro. Kako pa je res potem, ko končaš svojo športno pot? Kaj te čaka? Vi ste našli svojo pot seveda v podjetništvu, ampak morda pa kdo ni tako spreten ali pa nima takšne ideje. Čakate real life. V katerem se mora pač vsak znajde tako kot kdorkoli drug. To se pravi, največje nevarnosti, ki pretijo nekemu športniku po koncu kariere, je seveda podizobraženost, ker marsikdo zaradi svoje športne aktivnosti za to pač ne more poskrbeti. Druga nevarnost je pa ta, da je tvoja konkurenca na delovnem mestu, to se pravi ostali, tam, ki se zapustiš, so ponovadi v podjetjih noter že 7-8 let, pridobili so se določene izkušnje in ti ob svoji prvi zaposlitvi enostavno začneš tako kot vsak drug nekje pri dnu in zelo, zelo težko nadoknadiš ta čas, to učno dobo, ki jo pač na vsakem delovnem mestu potrebuješ. Tako da to so, vsaj v mojem primeru, so bile to stvari, s katerimi sem imel daleč največji problem. Pa ne z izobraženostjo, ker sem imel enostavno tako zahtevne starše, da tlele ni bilo nekih možnosti diskusije ali stranpoti z moje strani.
Ampak, ko sem pa dobil prvo službo na Novi Ljubljanski banki, sem se pa soočil ravno z tem, da sem bil star približno 30 let, pa noben ni vedel, kaj bi z mano počel, nekam v katero pisarno bi me dal in tako naprej. Skratka, mi je bilo vsaj prve 2-3 leta precej težko. Najdejo športniki tudi pri vas prostor, da jih naprimer zaposlite, glede na to, da imajo svoj pogled na to, o čemer potem vi seveda razlagate drugim ali pa ustvarjate dogodke. So športniki dober kadar, da ga zaposliš? Praktično vsi v naši agenciji so se ukvarjali s športom. To je ena velika prednost, da šport razumeš od znotraj. Tudi potem, ko delaš, bodi si športniki, bodi si z znamkami, z športnimi organizacijami, ampak bi se navezal tukaj na besede, ki jih je pred časom tudi en pogovor izrekel Blaž Brodnjak, predsednik uprave Nove Ljubljanske banke, ki je absolutno vidi športnike kot izjemno zaželen kader. Predvsem zaradi discipline, delovnih navad, ki jih pridobijo pri treningih. In se mi zdi, da je to seveda je od vsakega posameznika odvisno, kako tudi kakšne afinitete ima, kako si gradi to svojo kariero, po karieri, kje se vidi, ampak v osnovi se mi zdi, da športniki imajo že v sebi nekaj, kar marsikdo drug nima. In so v bistvu z tega stališča zaželeni. Kajti pri športniku nekdo, ki je bil vrhunski športnik, pa sploh ni vprašanje, kdaj, kjeri uri, kolikrat na dan, treningi, ponavljati na 1000krat do perfekcionizma. Drugo pa je, kar se mi zdi, da pa mogoče pri nas ne znamo dovolj v samem športu izkoristiti bivših športnikov. No. Tukaj se mi zdi sicer vse to na nek način popravlja, ampak je včasih žalostno videti, da v bistvu določeni športniki ne najdejo mesta v kakšnih zvezah, klubih, predvsem, kjer bi te njihove izkušnje, znanje, vsaj na nekem področju, morda ne na vseh področjih prišle prav. Ne. Tako da mislim, da je prav, da v bistvu, da jih šport poskuša še bolj vključiti in tudi dati priložnost, bodi si so to trenerji, bodi si so neki organizaciji, bodi si kot neka podpora. Nekateri se izjemno znajdejo tudi, ne vem, Jernej Damjan, recimo na smučarski zvezi, v bistvu odlično opravlja svoje delo, pa marsikdo drug tudi. Tako da mislim, da imajo tudi talente druge, ki šele potem po karieri odkrijejo. Tako da ampak mislim, da je tukaj že tudi Olimpijski komite veliko naredil na področju tega izobraževanja, da se jim omogoči športnikom, da tudi nadaljavo se izobražujejo, da se tudi po karieri v bistvu obstaja program. Tako da mislim, da tukaj je kar nekaj narejenega na tem področju. Če samo nekaj dodam, absolutno se strinjam. Po eni strani absolutno zelo tudi zandraža me, ker tudi sam vidim te situacije in vidim te stiske, lahko so briljantni, lahko so vztrajni, dobri, najboljši, ampak preprosto včasih zmanjka teh 7-8 let za nekom drugim. Ne. In tisti, ki potem ta gap, ta zaostanek premagajo, so itak najboljši od najboljših. Ne. Na drugi strani je pa tudi to res, da včasih nekatera društva, združenja še premalo mogoče kadrirajo bivše športnike. Tu bi res želel nagovoriti. Jaz sam vedno pravim, ne samo zato, ker smo krovna organizacija slovenskega športa, ampak če bi zaposlovali, pa če imata dva popolnoma enake neke kompetence in vse ostalo, bi absolutno zaposlil športnika iz več razlogov, tudi prej omenjenih. In pri nas recimo imamo zdaj po novem tudi Urško Žolnir, ki je bila tudi vodja projekta Slovenska hiša in odlično dela. Imamo zaposleno tudi Leno Gavrček, ki je kapetanka ženske odbojkarske reprezentance SED na Paralimpijskih igrah, pa še mnoge druge športnike in pravzaprav se vsi ukvarjajo s športom. Tako da mislim, da je to proces, ki smo ga začeli, neki rezultati so že doseženi, ampak ne smemo se tu zaustaviti. K temu bi dodal še to, da imamo zadnji 2 leti tudi podpredsednico za športnike, športnice, olimpijske vrednote, Olimpijsko akademijo. To je Katja Koren, bivša olimpika, smučarka in skupaj z njo in v bistvu tem pomembnim stebrom, ki ga predstavlja, poskušamo res graditi ta proces, da bo vedno lažje. Ampak ni enostavno. Izzivov je res veliko in moram reči, da tudi Mednarodni olimpijski komite nas pri teh projektih spodbuja, nam tudi pomaga, ker se zaveda vseh teh izzivov. O izzivih, ko govorite, eden od izzivov je, ali pa vedno je ta izziv, je denar. Vrnil bi se nazaj, ko govorimo pa zdaj še o pravicah. To je ena taka nehvaležna tema, ko govorimo o velikih klubih,
potem je pa tukaj Slovenija in 2-milijonski trg. Naprimer, angleška nogometna liga obrne toliko denarja, da ga mi lahko samo sanjamo, pa italijanska, ampak to je vendarle slovenski nogometni klub, ki igra z njimi. Potem vzamemo naprimer košarkarske pravice, pa smo spet tukaj Euroliga ali pa naša tretja razredna, pa še to, naprimer, smo bili lani neuspešni, pa potem niti ni navijačev, a ne. Kako je pa s tem? Ali tukaj obstaja, ne vem, kakšen dogovor ali pa kakšna rešitev, da bi tudi skozi ta vidik ali pa ta vir denarja, ne, ker televizijske pravice vendarle so zaenkrat še velik vir denarja, a slovenski šport dobil kakšen evro več? Ja, nažalost je ta omejitev tukaj še najbolj prihaja do izraza, ta 2-milijonski trg, in tukaj mislim, da ravno klubi najbolj občutijo to posledice. Če tudi država v tem trenutku poskuša financirati potrebe, ki jih imajo nacionalne panožne zveze, pa seveda te panožne zveze denar porabijo predvsem za reprezentančni program. To je logično, ne? In je težko pričakovati, da bodo ga namenili klubom. Ampak klubi so zaenkrat res prepuščeni zgolj lokalnim skupnostim, lokalnim pokroviteljem, in ta vir od televizijskih pravic ali pa bi bil zelo pomemben. Ni ga enostavno. Pri nas nimamo, pravzaprav si lahko vesel, da si na televiziji, da te nekdo spremlja. Nogomet je edini, ki v tem trenutku se mi zdi lahko iztrži neke pravice. Neko malenkost, kolikor vem, tudi košarkarska liga, ampak to so malenkosti, ne, res. Tako da tukaj so bile že tudi dane neke pobude, da bi morda predvsem javna televizija, nacionalna televizija skozi naročnino, ki jo pobira in ki upam, da jim bojo tudi odvignili, zavestno del denarja namenila odkupu pravic od slovenske rokometne, košarkarske, odbojkarske lige z namenom, da del tega denarja potem pride do samih klubov. Žal se zaenkrat tukaj lahko samo za primerjavo povem, da recimo avstrijska nogometna liga, s katero se radi primerjamo, na letni ravni iz naslova televizijskih pravic ustvari 40 milijonov evrov. Je boljša liga, ampak ni pa zdaj to nek bav. Hrvaška liga recimo ustvari na letni ravni okrog 8 milijonov evrov. Slovenska liga na račun TV pravic manj kot 1 milijon evrov. In ko to potem porazdeliš po klubih, pa vse stroške in gor, to je problem. In ne vem, kako, tudi ni prave rešitve. Če nas nekdo klonira, nas bo 4 milijone, 8 milijonov, potem bi morda tukaj. Ampak danes je strošek tudi za medijske hiše to enostavno prevelik. Danes lahko, čeprav so pa tudi druge ekstremnosti, ko se pri nas dogaja. Za tuje pravice še vedno se mi zdi, da so mediji bolj pripravljeni plačati za neke tuje pravice, kot pa za domač šport, ki je že večkrat pokazal, da je recimo slovenska nogometna liga, ko je hkrati prenos na televiziji, v bistvu bolj gledana od recimo angleške nogometne lige. Pa vemo, da je to vrh v kvaliteti, ampak ne zanima lokalne zgodbe bolj. To se tudi v informativnem programu pozna, ljudi bolj zanimajo domače zgodbe. No, tukaj pa vprašanje, ali se pogovarjamo ali pa pogovarjate tudi kaj o tem, da bi spremenili status društev oziroma klubov. Vemo, da je tudi tukaj velik problem, če nekdo želi priti v klub in postati lastnik le-tega, je to zelo, zelo zakomplicirano, postaneš nek družbenik, ampak pravzaprav pa ti nisi lastnik nogometnega kluba v Sloveniji ali pa tudi hokejskega, ne? Ker pri nas so to vendarle društva, ki imajo seveda neke pluse s tem, da lahko potem koristijo kapacitete, ampak ne nekdo, ki pa bi rad imel svoj denar tam in tudi nadzor nad tem, je pa seveda problem. Formalno Olimpijski komite je seveda združenje športnih zvez, ki so pa samostojna društva in združenja in tako naprej. Tako da ta razmislek je seveda možen od primera do primera, ampak problem poznate, ne? Ja, seveda, ampak osebno ne mislim, da je to glavni problem slovenskega športa, niti financiranja. Mislim, da moramo narediti domačo nalogo, vsi skupaj še na mnogih drugih področjih. Predvsem bi si pa želel na nek način resnično še več te podpore javnosti, tudi skozi medije. Ne nazadnje, naš pogovor se mi zdi je res lepa priložnost za to, da govorimo o športu, in čim več tega, čim več prenosov, čim več govora o športu, na nek način posredno nagovarja tudi tiste, ki so pripravljeni pomagati klubom, društvom, tudi na lokalni ravni. Zdi se mi, da je to ključ, in ko bodo v bistvu tudi manjša, srednja podjetja spoznala, da lahko svoje izdelke, storitve tržijo bolje skozi vrhunske športne ambasadorje, skozi tiste, ki jim ljudje najbolj zaupajo, in to so športniki, bodo
dali nekaj več denarja v to. To se mi zdi, da je zelo pomembno. Je pa res, da to lastništvo, o katerem govorite, je pa povezano tudi z spremembami davčne zakonodaje. In ta element bomo pa prav gotovo poskušali nasloviti tudi v teh pogovorih z vlado, ki jih imamo. In da mogoče zaključim to misel, pokazalo se je, da resnično Slovenci in Slovenke verjetno najbolj zaupamo športnikom in športnicam. Ko smo imeli podobno okroglo mizo, na kateri je bil Andraž kot vrhunski športnik na temo športa, ena je bila pa na temo trajnosti in tam smo imeli dr. Janeza Potočnika, vrhunskega poznavalca tega zelenega prehoda, bivšega komisarja, in je povedal eno zelo lepo misel. Rekel, se pravzaprav ni šport tisti na temo trajnosti, ki dela največje probleme, so drugi sektori, pa je energetika, je gradbeništvo, avtomobili in tako dalje, ki imajo bistveno večji ogljični odtis. Na drugi strani so pa ravno športniki in športnice tisti, ki jim ljudje najbolj zaupajo. To pomeni, da če bomo njih naredili za prave ambasadorje tudi tega zelenega prehoda in trajnosti, bomo mogoče vsi skupaj kot družba lahko nekaj naredili. In ta element športa kot tistega, ki na nek način lahko spreminja svet tudi v takih temah, kot je trajnost. In seveda predsednik Bah je pa povedal ob zaključku tudi eno lepo misel. Rekel je, da pravzaprav olimpijske igre se niso mogle zaustaviti konfliktov in vojn na svetu, ne. Ampak po drugi strani pa kljub vsemu širijo to kulturo miru, prijateljstva in sodelovanja med narodi. In če tam pogledamo, 206 je bilo nacij olimpijskih komitejev, ki so tam tekmovali, tudi takih, ki so na bojnem polju vsak sebi, ampak tam so bili vsi skupaj v olimpijski vasi, tekmovali v duhu fair playa in tako naprej. In to je ta šport, ki ima izjemne učinke za to, da morda pa skupaj lahko le zgradimo boljši svet. Ena stvar mi je še ostala, ki jo moram seveda vprašati, sprejemi. Zdaj govorimo, da imamo naše športnike zelo radi in res smo ponosni do dneva, ko pridejo domov. Sam kot voditelj in novinar letos sem imel prav čas, da sem lahko bil na 2 sprejemih, in sicer za slovenske nogometaše, pa tudi potem za Tadeja Pogačarja na Kongresnem trgu. To je čisto moje osebno mnenje, ampak število ljudi, ki je prišlo pozdraviti nogometaše in Pogačarja, je bilo neprimerno manjše, kot bi človek pričakoval po tem, kar smo dosegli. Vzemimo primer Vingegorda, ko je bilo 100,000 ljudi, ko je osvojil Tour de France, pri nas se je pa zdelo, dobro, Tadej je zdaj zmagal Tour de France, pa sej gremo ga malo pozdraviti. Pri nogometaših enako, res da so se nekateri šele vračali iz Frankfurta, tudi sam sem tisti dan šele prišel domov, ampak tudi način teh predstavitev oziroma teh sprejemov je v Komendi veliko boljši bil, kot pa naprimer na Kongresnem trgu. Še enkrat, to je moje osebno mnenje, ampak ga pa lahko podam, ker sem tam bil, pa tudi na nekaterih drugih sprejemih. Vi ste marketinška agencija, videli smo, kaj se da storiti, ko je šel Goran Dragič v pokoj, pa je to neprimerljivo, pa vendarle, 2000 navijačev na Kongresnem trgu, ko je bilo treba kupiti, majico slovenske nogometne reprezentance, je bilo to nemogoče, ker jo pač niso imeli so samo še to na prodajo, kar jim je ostalo odprej. Nek program, ki se je seveda vlekel, ker smo čakali nogometaše. Tudi to se mi zdi je tista pika na i, ki se jo naši športniki zaslužijo, da ko pridejo domov, moramo tudi mi ostali biti vrhunski, in se jim zahvaliti za to, kar so oni naredili, pa tega ni. Ali se motim? Ampak tako je izgledalo letos. Jaz bi predvsem to povezal s tem, da smo Slovenci res razvajeni vrhunskih športnih dosežkov. Da spremljamo v zadnjem obdobju, da jih je bilo teh toliko, da morda res deluje včasih, da se nam to zdi že kar samo po sebi umevno. In da ta primer z danskim sprejemom, mogoče nimajo toliko takšnih uspehov, kot jih imamo mi. Morda so bolj vajeni morda v rokometu, v nekih športih. Ampak pri nas pa se mi zdi, da smo se tukaj razvadili. Da je to predvsem razlog, da morda. Drugo pa je, da je vse skupaj povezano s tem, da so tudi same športne organizacije majhne, številčno, kadrovsko, izjemno podhranjene. Samo za primer, recimo
naše zveze, z izjemo recimo nogometne zveze, ne, pa še nogometna zveza je v nekih globalnih okvirih izjemno mehna, malo številčna, ampak ne, odbojkarska zveza ali pa rokometna, tukaj govorimo o 5, 6, 7 ljudeh, ki delajo na zvezi, spet samo za primerjavo na Madžarskem. Enkrat smo se pogovarjali, hokejska zveza v Sloveniji ima mislim, da 3 ali 4 zaposlene, na Madžarskem pa vemo, da približno smo na istem nivoju, jih je pa približno 100. In seveda je to tudi potem, kako to organiziraš, kako to vse narediš, ali so ljudje sposobni biti hkrati na dveh koncih. Ne bi sicer rekel, da se strinjam, da je seveda impozantno, ampak ko imaš ti vsako leto sprejeme, pa večkrat na leto za take stvari, potem tudi ljudje morda ne reagirajo na enak način, kot je bilo to morda tam v 90-ih letih, ko smo se prvič uvrstili na Evropsko prvenstvo v nogometu. Tako da mislim, da tukaj predvsem leži razlog. A na športniki preveč razvajate? Ja, mogoče, prav se moram res strinjati s tem. Ne. V mojih časih pač so bile olimpijske medalje neka polna redkost. Poleg tega je bil še takrat tisti nacionalni naboj po osamosvojitvi res enormen. Ne. Tako da, ko smo mi prišli na sprejem na Prešernov trg, je bilo noro, to je bilo res veliko ljudi. Tako da, ja, jaz se moram na nek način streljati. Časi so drugačni. Ampak vendarle nas pa za to, da zaključimo, šport združuje, kar je pa dobro, ker ko iščemo tiste stične točke v slovenskem narodu, pa šport in športniki zagotovo so. Hvala lepa vsem trem za vaš čas, hvala, da ste prišli, dali svoj pogled na to. Vas bomo pa seveda držali tudi za besedo in pa naše politike, ki so letos radi hodili v Pariz, ne, da boste vse te davčne in ostale spremembe, kot ste rekli, do konca leta malo predebatirali, pa da potem lahko tudi slovenski šport žanje to, kar daje od države. Hvala vam vsem trem za obisk. Hvala lepa za povabilo. Hvala. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nami in kaj reči ob koncu le to, da hvala vsem športnicam in športnikom, ki so nas to poletje razvajali in nas bodo tudi čez zimo. Vi pa, če se le da, se športno ukvarjate ali pa šport podpirate, ker kot vidite, je to tisto, kar nadaje pa v resnici največ zdravja in veselja. Do naslednjega podcasta SBC-ja. Hvala. SBC aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.